predvidevam, da je zdaj to, kaj že tista istoščnica, da moram jaz začeti. Jaz bi se najprej upravičila, mislim, da ne bo najbolj kvalitetno predavanje, ker sem tole malo predelala, še nisem imela časa enkrat tako sama iti, tako da bo malo improvizacija danes. 1 uro nazaj sem še malo popravljala in podobne stvari, tako da če boste kaj tako videli, da ne fali, da ni prav, se kar oglasite, se bom hitro popravila. Če imate kakšno vprašanje vmes, tudi kar rečete, drugače pa tudi na koncu bo čas za kakšno vprašanje, če boste hoteli, kar naprej, kar. Zdaj, preden dejansko začnem o zgodovini govoriti, bi mogoče govorila o tej podtemi, ki jo imam še, shoujo mange. Jaz moram reči, da sem ful vesela, da lahko danes te govorim zaradi tega, ker sem ravno zaradi tega, ker danes tle govorim, dobila to priložnost, da malo bolj pogledam tudi shoujo mange, ker je malo čuden glede na to, da shoujo mange so namenjene dekletom in jaz ne bi bila tudi ena njihovih predstavnic, ne, ampak se pa nisem nikoli tako blazno poglabljala v njih. Kljub temu pa obstajajo tekom zgodovine mange, pa se mogoče malo manjkrat omenjajo, raven zaradi tega, ker je bil njihov začetek oziroma njihov razvoj majhen drugačen, kot pa recimo satirična manga, iz katere se je večina stripov dejansko razvil, mislim, današnjih stripov. Ne? Zdaj, pri mangi moram jaz najprej omenjati samo besedo manga. Sestavljena iz 2 delov, če v japonščini pogledaš, sta to 2 kanjija, en je pač iz man, druge pa iz ga. In ga pomeni slika oziroma poteza čopiča, recimo, a ne? Man je pa v bistvu prvič to vidim. Kar naprej. Lahko greste naprej, ja. Ta manj del pa v bistvu predstavlja pač neko satiro, recimo, no. Nek smeh, nekaj takega, ne. In v bistvu oba dela sta zelo pomembna tudi za današnjo obliko mange kot mange. Včasih se ta beseda ni uporabljala za strip, ni bil to sinonim za strip. Pri nas se ga zdaj uporablja izključno za japonske mange, na japonskem ima pa v bistvu ta beseda dosti več drugih pomenov, tako da boste videli, da tudi do tega, da so začeli Japonci uporabljati besedo manga za strip, tudi nekaj časa traja. Zdaj, sama zgodovine, če izključimo besedo manga, pa pogledamo strip na splošno ali pa izražanje skozi sliko, ne, pa ta stvar sega precej daleč nazaj v zgodovino. In sicer tja v 12. 13. stoletje. Bile so še stvari prej, ampak to je ena tista najbolj pomembnih stvari, tale Chouju Jinbutsugiga. To so bili v bistvu zvitki, budistični zvitki in tudi budistični menih je naredil te zvitke. Tle gre za eno tako, za fajn primer slike s čopičem. V teh zvitkih so pa nastopile predvsem živali in so se tako predstavljale so te budistične nauke, ampak na tak zelo komičen način. Lih prav so se norca delali. Nekaj celo ena scena, kjer je žaba oblečena v ta meniški kostum in igra slači poker, pa pač gamblajo malo tam in podobne stvari, tako da ni bilo tolih preveč namenjeno ni bilo tolih kakšna Biblija tam, no, ampak je bolj namenjen temu, da se malo ne smejiš ob branju tega. Ker je bil po tistem času papir en prestiž, so pa to lahko brali samo višji sloj, pa tisti, ki so imeli več denarja, seveda. Če preskočimo par stoletij, sicer se vse ta umetnost in izražanje skozi sliko razvijali skozi cel čas, ampak prvo pol naprej pomembno je definitivno pač ukiyo-e slike. Najbolj znan je pač tale Katsushika Hokusai. Mislim, da tole sliko skoraj vsi poznate.
To sem jo sam zato dala, da boste vedeli, o kom govorim. Tlele bi mogel en video delati, ampak žal je tole PDF, računalnik ne podpira tiska, kar sem jaz naredila. Tole je pa v bistvu primer iz njegove zbirke, iz Hoxa in Manga. Hoxa in Manga je pač nekaj, kar zelo veliko ljudi rado asociira z mangom kot mango, ampak to ni bilo v takem smislu, kot danes, ker on je v bistvu svoje slike, ki jih naredil, jih je zbral v eno zbirko in je iz tega naredil knjigo in to knjigo poimenoval Hoxa in Manga. Što se je bil pa v tem, da je v bistvu to bila beseda manga, bila v bistvu skrajšana verzija besede man picega, kar pa pomeni zbirka različnih slik, narejenih na različni stil in rezultat tega je pač tako ena vrsta različnih slik. Ne. Pač ta raznolikost je pomembna, se pravi, ni ene vezane zgodbe noter, motivi so različni in lahko so čisto nepovezani med sabo tudi znotraj ene slike. Tole je pa pač eden redkih primerov v tej zbirki, kjer imaš celo eno nadaljevanje, recimo temu, pač imamo meniha, ki se spahuje v gledalu, pa sam ga sebe občuduje, koliko je smešen. Ne? Pa pač gre za to, da je neka razdelitev na dva prostora, nek zametek stripa bi lahko rekli. Zakaj so pa še ukijo-je umetniki pomembni, bom pa razložila s pomočjo Kunio Ševtagava. Zdaj, če je lani slučajno kdo bil na Šunga razstavi v Lendavi, ste lahko videli kar nekaj njegovih originalov. On je bil tudi zelo priznan Šunga umetnik. Tisti, ki ne veste, kaj Šunga pomeni, v bistvu gre za to besedo se označuje erotične slike. V bistvu bi lahko tole tudi nekako definirali za erotično sliko, ker gre za portret golih teles, pa vmes pa še dva penisa, če slučajno kdo opazi, jih tako, da vam omenim. Zakaj pa njega sicer omenjam, je pa zato, ker, kakor ste verjetno že opazili, se je zelo rad igral s sliko. On je zelo velikokrat delal slike, ki so imele recimo temu dva obraza, pač nekaj vidiš, ko na hitro pogledaš, če se pa poglobiš v sliko, pa vidiš nekaj drugega. Ne? Pač recimo tamle imate sliko portret nekega starca, ampak če pa pogledaš od blizu, pa vidiš, da je v bistvu gre za gmoto človeških teles, tlele pa enako gre za nepis, pa če pogledaš, so pa v bistvu mačke skupaj nekje. V glavnem, s tem sem hotela povedati, da so Japonci imeli že v preteklosti zelo bogato pač umetništvo, izražanje preko slike in pa besedila, tudi tlele Rohvic, da imate besedilo, ne, ki je bilo zelo velikrat zraven prisotno. Velikrat je šlo za neke uganke, nekaj je bilo povedano, kar si mogel pa razmisliti, pa še lepo dojel, zakaj se je šlo. To zelo radi delajo Japonci tudi danes in se tudi poznajo v mangah. Ampak nek ključen element so pa vsem rabili, ko so ga pa dobili malo kasneje. Takrat, ko je v bistvu Japonska začela bila prisiljena v trgovanje z Evropo in Ameriko in so začeli prihajati tudi Američani in Evropejci na Japonsko. In so začeli ustvarjati svoje geto so tam imeli. In eden od teh je bil tudi v Yokohami, kjer so bili zbrani Britanci in je tale Charles Wirgman ustvaril revijo The Japan Punch za vse britanske priseljence, ki so tam bili. Zadeva je bila v angleščini, večinoma je bil tekst notorno, pa še nekaj slik. Japonci so bili zelo navdušeni nad tem, ko so to videli in so bili toliko navdušeni, so zadevo hoteli prevesti. Zadeva, ko se je pa pobrali od njega, je bilo pa v bistvu ravno ta razdelitev na prostorčke, ker je imel malo več teh slik, kjer je bilo v bistvu dogajanje razrezano. Pač v enem prostoru so nekaj zgodili, pol pa direkt nadaljevanje v drugem prostoru. To razdelitev prostora so sicer Japonci že prej poznali, ampak ponavadi sta bile dve stvari, ki sta bile bolj na dolgi rok povezane, ne pa nekaj, kar je bilo direktno nadaljevanje.
Če se slučajno kdo sprašuje, tele letence od spodaj pomenijo, kdaj sta oni dva prišla na Japonsko, pa kdaj je Bergman odšel za Bigota, se pa ne ve, kdaj je odšel, če je sploh odšel, ker bi bilo malo čuden, če bi bila tako mlada. Bigot, on je bil Francoz, je pa pri njem je pa tako, da je v bistvu večkrat uporabljal tudi te oblačke, s katerimi je v bistvu omejil tekst in to je bila tudi ena zadeva, ko so jo pobrali od Japonci od njega. Pri njem je bilo sicer tudi tako, da je zelo konkretno kritiziral vlado, se norca delal iz njih in podobne stvari. Parkrat je tudi navzkriž prišel z vladnimi organi, ampak mislim, da se mu je vedno uspel izmuzniti, da ni bilo nobenih konkretnih posledic. Tle bi mogoče še omenila to, da sta oba uporabljala senčenje, anatomijo pa perspektivo, nekaj, kar prej ni bilo tako blazno pomembno pri japonski umetnosti. Pač prek teh dveh izdaj so pa v bistvu Japonci tudi to videli in začeli pol v svojih delih uporabljati. Na podlagi teh dveh revij, predvsem na podlagi The Japan Punch, je nastal Maru Maru Shimbun. Bil je boljše kvalitete kot The Japan Punch, kar se tiska tiče. Šlo je pa za to, da je bilo to delo Japoncev. Zadeva je bila v japonščini in angleščini, tako da so lahko brali vsi, pač priseljenci in Japonci. Delali so se norce iz vlade, tako kot vedno. Maru Maru v bistvu pomeni krog in verjeten kdo od vas žive, če pa ne, Japonska zelo rada cenzurira tekst tako, da v bistvu daje krogce noter tam, kjer so napisane stvari, ki ne bi smele biti. Tako da je že s tem je referenca na to, da se delajo norce z vlade. Omenila bi še, tlele od zgor imamo jelena, pa konja in če to spremenimo v japonske pismenke in damo skupaj, dobimo besedo baka, ki pomeni idiot, tisti, ki ne veste. Drugače bila pa zadeva res zelo tekstovna. Jaz sem tlele zraven dala še eno stran iz samega časopisa, ampak tam ima pač polovico ima sliko, polovica je tekst. Večina strani je bilo pa v bistvu takšnih, da so dejansko bile samo tekstno. Je imel pa zelo velik vpliv, ker je v bistvu pred njega se uveljavila tehnika Pončije, ki v bistvu izvira ravno iz tega britanskega humorja, pač igra besed, pa skrivanje sporočila znotraj besedila ali pa slike. Mogoče bi tle sam še to omenila, da v bistvu glavni urednik, prvi urednik, ki je bil te revije, je bil bivši zaposlen pri ministrstvu, ne vem sicer katerem, ampak določeni ljudje so imeli ravno prav dosti tiste vlade, ki v tistem času obstajala, pa so se pol takole šli malo izražati ven. Moram tle poudariti, da v bistvu v tem času je šla Japonska skozi zelo velike in različne družbene spremembe. V 50 letih se je zelo veliko zgodilo na Japonskem in to se je poznalo pač na vseh sferah. Ko grem naprej, moram definitivno omenjati Kitazawa Rakuten. To sta v bistvu dva njegova dela. Tale je iz ene feministične izdaje, ki se zdaj ne bom spomnila, ampak Kitazawa Rakuten je zelo podpiral ženske in pa aktivnost žensk na Japonskem. Mislim, da je dosti razumljivo samo, kaj tle narisam. Tamle zraven gre pa z mango, ki ima zelo dolg naslov. Kaj moram še najti? Gre za Togosaku to Mokube no Tokyo Kenbutsu. Gre za to, da govori o dveh kmetih z podeželja, ki sta prišla v Tokio in se čudita vsem novim stvarem, ki so v Tokio in pač sprobavata stvari in ravno prav, pač tako kakšni butalci pri nas se obnašata. No. To v tem primeru gre pač za prvo mango, ki je imelo neko nadaljevanje, ki je izhajala na daljši rok, vse, kar je bilo predtem, je bilo ponovati v enem takšnem stripu zaključeno ali pa kaj podobnega.
Tle gre pa v bistvu prvič, da sta dva karakterja, ki se stalno pojavljata skozi daljši rok časa. Je pa tako, da v bistvu zgodba ni imela nadaljevanja, sam karakterja sta bila ista. Pa Kitazawa Rakuten je še tako, da v bistvu on je bil zelo pomemben za celoten razvoj mange na Japonskem. On je v bistvu se hotel odmakniti od prej omenjenega Ponchi-e in je začel uporabljati besedo manga. On je v bistvu človek, zaradi katerega danes govorimo manga. Bil je urednik kar nekih revij, delal za časopise, kot recimo Asahi Shimbun, ki je danes drugi najbolj prodajen časopis na Japonskem in podobne stvari. Zelo si je prvošel kritizirati vsako stvar, ki mu ni bila preveč všeč in se ni pustil pritisku vlade, medtem ko pod tem pritiskom vlade je marsikateri drug avtor ali pa kakšna druga revija tudi podlegla in so začenjali malo manj šimfati čez stvari. Ko pa govorim o njem, moram definitivno omenjati še Tokyo Pak. Tokyo Pak je bila prva cela barvna revija na Japonskem, ki je bila kot strip, imeli so noter tudi eseje in podobne stvari. Tale naslovnica specifično govori o tem, kako se je ravnalo s japonskimi priseljenci v San Franciscu, ker pač ravno tako, ko so tujci prihajali na Japonsko, so tudi Japonci šli ven študirati in podobne stvari. In tega nasilja je bilo veliko, ampak ne sicer omenjam, da je bilo tole diskriminacija in rasizem oboje stranski, da ne bo kakšne velike pomote. Je pa tako, da prek tega Tokyo Pak je v bistvu bil v tem času najmočnejši, kar se tiče neke družbene kritike. Je pa sicer izhajal tam od 1902 pa 1941, ker letom sklele nimam napisanih, vidim. Stvar je bila v 3 jezikih, kitajščini, angleščini in japonščini, ker se ni prodajal samo na Japonskem, ampak tudi izven Japonske. Na podlagi tega mislim, da pač inspiracija je bil Tokyo Pak tudi Šanghaj Paku na Kitajskem. Drugače teh Pak verzij je bilo pa veliko, mislim, da je original nastal v Ameriki. Bili so pa pol še London, pa Pariz, pa podobne stvari. Tudi Osaka je imela svojo verzijo, iz tega je nastal tudi pol, družinski Pak, pa še par drugih verzij. V glavnem, nekih spin-offov je bilo kar veliko. Omenila bi pa še pač Kodamono Tomo, kamar se je pa v bistvu Kitazawa Rakutenu preselil v svojih kasnejših letih delovanja, ker je pa v bistvu se predvsem fokusiral na otroško literaturo in pa otroške stripe. Kitazawa Rakuten je v bistvu v svojem času, takrat, ko je deloval in po upokojitvi, treniral veliko japonskih avtorjev, mang. Med njimi tudi tega prvega avtorja japonskega animeja, ki sem že pozabila, ni pa neč, bom zdajle našla. Ne bom. Se je pa pri njem tudi navduševal Tezuka Osamu, ki mislim, da marsikomu bolj poznan. Bil mu je najljubši avtor, poleg Ippeja Okamoto, ki ga bom pa malo kasneje omenjala. Zdaj, ko smo na začetku 20. stoletja, moram pa zdaj omenjati definitivno zdaj še te revije namenjene dekletom. Zelo hitro so se razširili, to sem sam 4 noter tlele vključila, bilo jih je veliko več. Bilo je tako, da v bistvu 1899 so v bistvu Japonci uvedli nov akt, ki je dovoljeval ženskam oziroma dekletom, da so nadaljevali šolanje v srednje šole. In na podlagi tega se v bistvu nastale tudi vse te revije, ker se je s tem podaljšala doba otroštva in nekako se takrat se otrok ni več smatral kot, nekdo, ki deluje za družino, ki je zaposlen znotraj družine, če temu tako rečem, ampak v bistvu nekoga, ki ga je treba vzgajati, pa ga pripravljati na širšo družbo.
In pač v teh srednjih šolah se je v bistvu nekako ustvarilo tudi ta trend bralk dijakinj, bom jaz tako temu rekla, in so v bistvu napajali vso to kulturo, da so sploh te časopisi lahko obstajali, ampak stvar je bila tudi obratna, ne? Zaradi tega, ker so te časopisi obstajali, so v bistvu te združenja deklet, ki so zavzeto brale te časopise, tudi sploh obstajali. Zdaj mogoče bo menila samo ta Shoujo Kai, ki je bil v bistvu prva revija namenjena dekletom, pa še ta Shoujo Sekai. Shoujo Sekai je v bistvu bil v svojem času nekak bestseller in je prodal od 150,000 do 200,000 izvodov, kar je bilo v bistvu zelo veliko za tisti čas. Večina teh revij se je v bistvu razvil kot spin-off kolumn iz deških revij, tako da mislim, da sta te dva bila oba spin-offa, no, te dva sta bila pa sta samostojna nastala. Tle moram sicer reči, da do neke temu rečeno razdelitve na deške pa na dekliške revije v bistvu prišel zaradi tega, ker se tudi v družbi začel malo drugače dojemati vse skupaj. Kakor sem že prej omenila, Japonska je prišla skozi marsikero družbeno spremembo v tistem času. Rada bi pa še omenila to, da pri teh revijah avtorji, mislim, so sodelovali pri praktično vseh revijah. Ne? Ni bilo tako, da je en avtor pri eni reviji ostal, ampak so ponovačni, so se malo podajali, pač komu je komu kaj pasali, kaj izdajati. Vsebinsko je bilo pa tako, da kot večina vseh starih revij v tistem času, nekaj je bilo ilustracij, nekaj je bilo stripov, dosti večji poudarek je bil pa na literaturi, na novelah, na romanih. Pri teh revijah namenjenim dekletom še to toliko bolj, ker se v bistvu tudi še danes pozna, sicer ne ravno v mangah samih, ampak tale doujinshije pa Comic Cat verjetno vsi poznate, izdaje oziroma antologije, v katerih imaš nekaj stripov pa veliko literature, se dosti bolj pogosto najde v tistih delih, ki so namenjeni dekletom še danes, kakor pa tistih delih, ki so namenjeni fantom. Toliko mogoče v tem zdajle. Moram pa omeniti, da se je pač stvar, ki se je začela razvijati naprej, pač poleti gremo naprej, zgodovina mange. Moram še tle omenjati Ippo Okamoto. On je v bistvu bil dopisnik iz Amerike svoj čas in je enkrat tak luškan komentar dal glede tega, kako Američani sprejemajo svoje stripe. Pač je rekel, da so stripi verjetno vsaj toliko pomembni, če ne še bolj, kakor pa bejzbolske igre takrat, ne. Mislim, da je stvar dosti drugačna danes, tako da bi jaz rada videla, kako je to takrat izgledalo, ampak kaj je pomembno pri njem je to, da v bistvu navdušil Japonce nad ameriškim stripom, ta Bringing Up Father, in je poskrbel za to, da se je kasneje tudi prevedel to zadevo. Glede na to, da je bil pa leta 1924 tudi ta veliki potres, veliki Kanto potres, so pa istega leta se odločili, kaj če bi mi še našo verzijo naredili, zato ker pač ta Bringing Up Father je bil blazno popularen na Japonskem in ravno prav je bil tak hudomušen, dobrodušen, pa nasmejal je ljudi in so rekli, kaj če bi še našo svojo verzijo naredili in so naredili pač ta Monkey na Tosan. Tle se pač vidi, da gre za vzhoden stil, ker imaš 1, 2, 3, 4, ne? Pa oblački so v bistvu tudi tako narejeni, da imaš ko v bistvu našo pisavo. Ne? Čeprav takrat je bilo pri japonski pisavi tako, da je bilo zelo svobodno, kako si pisal. Danes se v mangah izredno dobiva od desne proti levi branje, pa od zgoraj na vzdolj. Tele imaš pa pač, kakor se jim zazdela. Ne?
Moram omeniti, da to v bistvu bil prvi strip, ki je v celoti uporabljal oblačke. Predtem je bilo, kakor se je kdo kot zmislil, kakor ja, kakor ne, kdaj ja in podobne stvari. Tako da je v bistvu trajalo 50 let, da so prišli do tega, da so v celoti uporabljali oblačke v svojih stripih. No, istočasno so se pa tudi tele revije za dekleta zelo razširile. Zelo močen je postal poleg že prej 4 omenjenih še tale Shoujo Krabu pa Reijoukai. In v bistvu prek teh so se tudi promovirale razne različne ideologije in načini življenja. Recimo ta, prej smo imeli kaj že, Shoujokai, tale, je v tem času, se pravi 10-20 let kasneje, zelo dobil podporo na podeželju in je predvsem ciljal bralstvo na podeželju. Recimo tale Reijoukai je pa v bistvu bil bolj modern in se je bolj prodajal v mestih. Se tudi vidi po naslovnici, mislim, da je kar precej očitno. V tem času avtorji, ki pišejo za dekleta, ne čutijo ene pripadnosti eni založbi ali pa enemu časopisu. To se je že kazalo prej, sploh pa zdaj. Nekateri so tudi objavljali v tujini in to ni bilo nobenega problema. Rada bi še omenila, prej se je videl ta Shoujo Gakko. V tem času, se pravi 1920 naprej, je v njem začela delovati tudi Yoshia Nobuko. Ona je upeljala elemente pač neke vezi med dekleti, pač sestrstvo je promovirala skozi svoje dela in je v bistvu bila začetnica žanra Class S. Ta S pomeni shoujo oziroma dekle ali pa sister oziroma sestra. Je bilo pa tako, med vrsticam se je dalo tudi brati marsikatero lezbično tematiko. Te so se v bistvu zelo zmeram pogosteje pojavljale znotraj teh del. Kakor sem že prej omenjala, te revije so bile namenjene dekletom, ki so imele podlaljšane otroštvo, se pravi srednje šolke, dijakinje. In v bistvu v tistem času je bilo z vidika družbe dovoljeno marsikaj. Problem je nastal, ker so stvari kmalu peljale toliko daleč, da te punce, ki so odrasli, ko niso bile več v srednji šoli, ko so zaključile študij, so mogoče te vezi, ko so jih zelo močno spletle v srednjih šolah tudi naprej, še zmer gojile in je prišlo do prvih teh lezbičnih parov tudi na Japonskem in to je bila pa stvar, kjer je imela ostala družba malo probleme mogoče, ampak prihaja tudi do tega. No. Tle bi še omenila, da v bistvu vseh teh revijah so se predvsem udejstvovali avtorji z različnimi ozadji, z različnimi mišljenji, tudi z različnimi seksualnimi nagnjenji. Nekako se bi lahko to smatrali kot eno zborilišče družbenih odpadnikov. No. Pač tisto, kar družba ni toliko sprejemala, je bilo tlele zelo dobrodošlo in je zaradi tega pač ta žanr, tudi kasneje shoujo mang samih zelo raznolik ratov in je zelo veliko različnih tem portretiranih. Pri tem shoujo Reijoukai bi rada še to omenila, da je v bistvu promoviral New Girl, fenomen New Girl. To je bil v bistvu postal na podlagi tega, kar je prišlo iz Zahoda. Ampak to so bile tako moralno zelo odprte dekleta in
Z enega vidika se je pol pač to družbo smatrali kot to je pa predstavnica nove ženske na Japonskem. Z drugega vidika se jih je smatrali, da pač teptajo po tradicionalnih moralnih vrednotah, ki jih imajo na Japonskem. Dejstvo pa je, da v bistvu potem, kaj do vojne prišlo, da so bile ravno ta dekleta, ko so bile najbolj sposobne pač nekega samostojnega življenja, ker konec koncev so bile one tiste, ko so mogle doma skrbeti za svoj dom, ker moških pač v tistem času ni bilo, ker so bili v vojni. Ne? Glede na to, da smo do 20-30 prišli, se je tlele v bistvu so se začele te prve manga revije, ki so bile v celoti samo manga in nič drugega. Se pravi, predtem smo imeli veliko teh mešanc, ko so bili eseji, pa novele in mange skupaj v eni reviji. To je bila pa v bistvu prva revija, v kateri so bile samo mange. Shonen Shōsets Taikai je bil temu naslov. Bila je otroška revija, namenjena otrokom in to je v bistvu tudi čas, ko so nastajale prve klasike, ki jih ljudje še danes zelo dobro kupujejo. Mislim, da tale Speed Taro, ko sem ga te napisala, da ima tam že 20 čez, ne vem, kater ponatis že. Isto velja za Norakuro. Pri tej reviji bi mogoče še to omenila. Ne, sem se zmotila. V reviji, kateri je Norakuro izhajal, je bilo tako, da je v bistvu ta zadnja številka, ki je bila izdana, je bila izdana leta 1945, se pravi ob koncu vojne. In menda je imela samo 30 strani, brez naslovnice. Vseh tistih 30 strani je bil samo tekst. Na zadnji strani so bila pa v bistvu navodila za otroke, kako lahko ročno bombo vržejo. Tako da v bistvu v tem času se je začel mango in revije, v katerih je manga izhajala, izrabljati za propagandne namene, za vojne namene. V času vojne se v bistvu zelo velikrat raznašali čez Japonsko z letali, so pač letake okrog nosili, ker slikan gor, ki so v bistvu portretirali ljubice, dekleta ameriških vojakov, kako doma čakajo, ampak po vsej verjetnosti ne čakajo in pač so si našli kakšnega drugega. Ne? In v bistvu je bila poanta tega, da zbijajo moralo ameriškim vojakom in da v bistvu se bi s tem vojna čim prej končala. Prišlo je tudi do tega, da je ameriška vojska začela izkoriščati mango in namesto, da bi posebej narisali tiste slikce, so kar uporabili tiste, kar je že, pa so sam preuredili malo zaporedje slik, pa tudi raznosili okrog in pol so imeli nekateri japonski avtori malo probleme, ti, kaj se pa tele z Američani neki skupaj družiš, pa tole okrog. Jaz nič ne vem, to nisem jaz nič naredil. Tako da ja, so bili problemi v tem času. Vojna je v bistvu vzela svoj davek na vseh področjih, tudi tukaj. Se je pa dogajalo na drugi strani v Ameriki nekaj zanimivega, sicer še nismo do vojne prišli po letenci sodeč, ne? Ampak ja, Henry Yoshitaka Akiyama je bil en študent umetnosti, ki je šel v San Francisco v upanju, da se bo do dobro izučil zahodne umetnosti, slikanja in da bo tem uspel. Žal mu to niti ni uspel, ampak glede na to, da je bil s 4 kolegi še tam, oziroma s 3 drugimi kolegi tam, se je odločil, da bo narisal dnevnik, kaj se je njem dogajalo v času študija in je iz tega tole ratal. V originalu je stvar takole izgledala, kakor je tukaj, se pravi, si imel japonščino in angleščino znotraj stripa, kar pomeni, da je bilo v bistvu zadeva namenjena prav priseljencem tam, ki so znali oboje, pač japonščino že tako, ker so japonski priseljenci, angleščino pa verjetno tudi, če si zdaj že nekaj časa tle v Ameriki, boš verjetno nekaj malega znala. Ne? Tlele zraven so privode, če jih slučajno, koga zanima, sicer ne vem, koliko se vam dobro vidi, ampak stvar je pa nastala 1931, da je zdaj pomembna, zakaj je pomembna ta zadeva? Eno je to, ker je dvojezična zadeva, drugo pa predvsem to iz zgodovinskega vidika, ker je San Francisco slikan
tle noter pred in po potresu, tako da so določene stvari tudi lahko pač pol pogledali pa dodali na zemljevid prej, ker mislim, da vseh podatkov niso imeli, da so par novih stvari tudi na podlagi tega našli. No, vmes se je na Japonskem pa začela stvar pač pri shoujo mangah malo bolj razvijati. Tole sta dva dela od Matsumoto Katsuji. On je v bistvu, to je tisto najbolj pomembno delo Nazano Kurova, oziroma kako že misteriozna štiriperesna deteljica, ki jo je naredil 1934, stvar je bila eno poglavje dolga iz današnjega vidika. 17 strani je bilo dolgo, zadeva je bilo zelo velik tisk, no, pa bilo je pa v črno-rdeči tehniki, se pravi črno tinto pa rdečo tinto se je uporabljali. Zakaj pomembno? Tole. Kaj se je zdaj to zgodilo? Ta okvir v bistvu kaže to neko vidik pod kotom. Zelo dolgo se je uvedbo tega stila v japonsko mango se je govorilo, da je v bistvu Tezuka Osamu uvedel to v mango, ampak v bistvu se je pojavil že dosti prej. Je pa bila to manga namenjena dekletom, raven tudi njegov hit, kasnejšen Kurumi-chan. Ta je bila samo samo par strani dolga, tista se je pa v bistvu nadaljevala. Je bila epizodična, ampak je bila pa dosti daljša. No. Pri teh dveh bi v bistvu omenila to, da je pri Kurumi-chan je bilo portretirano vsakdanje življenje dekleta, pri Nazano Kurova je bilo pa v bistvu bolj portretirano dekle, ki je močna, samostojna in se v bistvu bori sama zase. V tem času se je v bistvu motiv takšnega dekleta vedno bolj pogosto pojavljal. Neke mešance so bile pač od tistega, da si imel zgodbe, ki so portretirale prvo ljubezen in je bilo vse v rožcah in podobno, do takšnih, kjer je v bistvu ženska bila zelo samostojna. In tudi splošno gledano je bilo ta raznolikost v japonski družbi prisotna. Naprej moram definitivno omeniti še Sazae-san je od Hasegawa Machiko. To je bila prvič, da je objavila, je bilo leto 1946. Govori pa o prigodah japonske gospodinje, ki ni lih vsakodanja gospodinja, pač misli, da more njen mož delati v kuhinji in pospravljati stvari v hiši namesto nje, da pač ona je ta glavna v hiši. Tako zelo samo svoj karakter ima in nekako za tist čas ni bila lih tipična junakinja, zaradi tega, ker je Sazae-san v bistvu se ni menila za tiste za neka pričakovanja, ki jih sicer družba ima od japonske ženske. Predtem se je zelo veliko govorilo o dogmi, kako že dobra mati, pametna žena, pač v smislu, da vse poskrbi za dom, da je doma, da zna skrbeti za otroke in da skrbi za finance v družini in podobno. Ampak v tem času je tudi prihajalo do tega, da je vedno več žensk bilo zaposlenih in da so v bistvu se nekako odmaknile stran od te dogme. No. Tisti prvi časopisi, ko so bili namenjeni dekletom, ko sem jih prej omenjala, so v bistvu zelo veliko promovirali to dogmo, ampak 10 let kasneje se je pa stvar že spremenila in je v bistvu dosti bolj svobodno ratala iz tega vidika. A sem že čez? Ok. Zdaj pač tle naprej so pa v bistvu prišle prve tudi manga revije za dekleta, ko so bile v celoti samo mange, nobenih esejev, nobenih novel ni bilo noter.
Nakayoshi pa Ribbon je verjetno komu poznan, kar oba še danes izhajata. Te dve naslovnice niste iz tistega časa, toliko da veste. Sam pač nisem uspela najti ene prav iz začetka. Bila so pa pač pomembne, kar se prodaje tiče in tudi njihove publike. Zelo veliko je bilo pa portretirano tukaj noter, predvsem to prva ljubezen in pa da so vse svetno. Pač nek tipičen stil, kar prvo asociiraš danes s shoujo mango, se je tle nekaj začel, no. Zdaj, če grem pa naprej, je pa treba definitivno omeniti še yaoi, boys love, shunanai in podobne stvari. To se je začelo nekako tam z letom 24, oziroma skupino leta 24. 24 je v bistvu po japonskem štetju, ker je bilo takrat Showa 24 je bilo leto, ko je veliko zdaj zelo uspešnih, zelo legendarnih avtoric shoujo mange imeli svoj debut. To je bilo sicer leta 1970. Eno leto prej je v bistvu šla manga Fire od Mizuno Hideko, to je ta zgoraj. Šlo se je tem, da je, zakaj je pomembna ta manga? Pravi se, da je to prva shoujo manga, ki ima glavnega kjer je moški glavni karakter. Riše se ga z perspektive ženske, kar pomeni, da ne bi bil tako lep, ne bi imel te atribute. Je pa veliko portretiranih nekih homoseksualnih motivov. Glavni karakter je bil hedonist, tako da je tudi to verjetno na podlagi tega. Je pa sicer avtorica rekla, da je hotela risati več golote, ampak da ji editorji tega niso dovolili, da so rekli, ne, sorry, to ne bo šlo. Do popka lahko, več ne. Tako nekako je bilo rečeno. Njo bi še omenila, pač Mizuno Hideko bi mogoče omenila še zato, ker je bila svoj čas asistentka Osamu Tezuki Osamu. Tezuka je v bistvu bil tudi kar pomemben, kar se tiče shoujo mang. Tlele v Nakayoshiju je svoj čas izhajala tudi Princess Knight, če slučajno kdo pozna. Pa mislim, da je tudi še par drugih del, ko jih je on izdajal v teh revijah namenjenim dekletom. Zdaj naprej moram definitivno omeniti še tole, ki je Sunrun Nite, naslov zgodbe, je pa od Hagio Moto. Hagio Moto je v bistvu nekako kreditirano kot prva avtorica, ki je, to ne bi bil prvi narisan poljub med dvema fantoma. Kreditiranje to tako in tudi vsa njena kasnejša dela so bila dosti posvečena temu, ampak ona ni tega risala s tem namenom, da bi zdaj pa neko homoseksualno ljubezen promovirala, ker temu smislu, ampak bolj iz tega vidika, da preden otrok odraste, ni ne ženska, ne moški, in je v bistvu iz tega vidika risala. In tudi njene zgodbe nimajo niso posvečene ljubezenski in erotični drami, so posvečene drugim stvarem, kljub temu, da so takšne stvari noter. In ravno zaradi tega, ker tega ni noter, so pa pač na teh sejmih samozaložniških, kot je recimo tudi Comic Cat, kot je v tistem času nastal, začeli izdajati druge avtorice začele izdajati svoje mange, ki so pa portretirala to. Gre tudi za ena prvih doujinshi izdaj, ki naj bi bila bolj risana iz tega vidika, kakor se danes pozna pod žanrom boys love ali pa yaoi, ne bi bila raven na podlagi njenega dela narejeno in sicer po Noichi Zoku. Pač
na teh samozaložniških sejmih je bilo tako, da so se ponovadi bolj prodajale parodije nekih že obstoječih del. V tem času se pa pač pojavil tudi ta trend, da mogoče ne toliko parodija, ampak bi se na tiste malo bolj vroče trenutke osredotočili. Iz tega naprej se pa tudi razvil boys love žanr. Predvsem je bila pomembna pol malo kasneje tale Ozaki Minami, ki je veliko risala v Captain Tsubasa fandomu, pa še pač svojo mango tudi uradno izdala. In tisto je bilo zelo pomembno, tako za shoujo avtorce, kot za boys love avtorce. Tam zraven sem samo še 2 primera dala iz kasnejših let, koliko je v bistvu ta neko igranje s tem, kako se fanti poljubljajo, tako zelo popularno ratali in si zelo pogosto najdu med mangami, ki so bile namenjene dekletom. No. Zdaj, če gremo pa na še 10 let naprej, je pa treba omeniti, da je prišel do tega, da tista prva ljubezen, ki sem jo prej omenila, ni več bila to pomembna, oziroma so se punce tega prenajedle in so prnakajoši so rekli, kaj če bi mi malo eno tako bojevnico nam dali. In se je Sailor Moon je najbolj znana iz tistega časa. Pri teh Basara je tudi precej znana, no. Nekaterim malo manj, nekaterim malo bolj. Poanta je bila pa nekako tem, da ne bi portretirali prvo ljubezen, ampak mogoče vezi, ki so med ženskami, ko znajo biti včasih celo močnejše, kot pa vez, ki se lahko stvari med moškim in žensko. Zdaj, ja, kaj je bil pa rezultat vsega tega? To, da smo tudi mi kot prvo prevedeno mango dobili shoujo mango. Jaz bi tle nekaj zaključila. Če imate pa kakšno vprašanje, pa kar. Ne biti preveč zadržan, prosim. Ja, jaz sem pisala Felixu nekaj časa nazaj, pa so rekli, da prodaja ni bila takšna, kot so upali. Žal. Glede na to, kako je ta manga naredka, pa kako ostanem po nas, je verjela, da ni šla. Ja, ljubiteljem je to precej pomembno, ampak če tisto damo stran, še zmeraj je manga v slovenščini. Zdaj, ja. Še kakšen komentar, kakšno vprašanje, kakšna pripomba? A to pomeni, sem toliko slabo povedala ali sem toliko dobro povedala? Ja, informacije je veliko. Jaz sem v bistvu to pripravljala, saj kar se tiče to, kar se je fokusa na dekleta, na ženske, sem v bistvu bolj kot ne zdaj v enem tednu šla celo zadevo še enkrat skozi in sem par stvari še odkrila in ugotovila, ki mi je škoda, da jih nisem omela ali pa da jih nisem vključila, ampak po drugi strani pa tudi ne vem, kako točno jih noter dati, ker veliko se je dogajalo, tako je drugačne. Pač tako pri mangah namenjene dekletom, kot pri mangah namenjene fantom, ne? Ali pa generalni publiki. Še enkrat? Ja, zdaj ga imajo kontorcev. Aha. Leto se da. Aha. To sem šel da dobišnjic. Ja. To bi možno pravilo z Hartov Thomas, to je da januar. Katero delo? Hartov Thomas, to je že. Aha. Ja. Što nekaj tega slova poveš. Ja, se mislim, da v njenih del je malo več prevedenih, no. Ni samo to, da so kar ene 3-4. Samo na Japonskem se smatra to kot klasiko, recimo,
pri nas oziroma v angleškem fandomu pa ni to toliko, ker v angleški, med Angleži je manga dosti kasneje prišla, ne? In se pozna. Tezuka. Zato sem ga tudi danes malo manj omenjala. Jaz ga ponovati ne omenjam prav rada, ker je že sam po sebi dosti slaven. No, če pa bi pa jaz zaključila, prav preveč vas ne bi zadrževala, razen če ste zdaj tako globoko v mislih in razmišljate o tem, kaj sem vam povedala, si pa kar dajte duška.